Na običajnem oddelku imamo trenutno hospitaliziranih 38 bolnikov s SARS-2 virusno okužbo, na intenzivnem oddelku pa 15 kritično bolanih. Od začetka smo na naš oddelek intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja sprejeli 23 bolnikov, žal so 3 od njih odmrli. 4 bolnike smo do sedaj že uspešno odvedli od aparata in tudi ekstubirali, od tega so 3 že premeščeni na običajni oddelek, en je pa še na našem oddelku, pa na nek način tik pred premestitvijo na navaden oddelek. Ti bolniki so stabilni, normalno pogovorljivi in verjamem, da se bo njihova zgodba dobro končala. Povprečen čas zdravljenja na intenzivnem oddelku, čas zdravljenja COVID-19 bolnikov je po podatkih iz tujine med 3 in 6 tedni in tudi naše izkušnje so take, da seveda v enem tednu praktično ne dosežemo nekega bistvenega izboljšanja, šele po tednu dni zdravljenja na intenzivnem oddelku se stanje postopno prične izboljševati. Prej kot v 14 dneh nismo še nobenega odvedli od aparata, še manj premestili na navaden oddelek. Vsako zdravljenje, ne samo zdravljenje SARS-2 virusne okužbe na oddelku za intenzivno terapijo, seveda je problematično, eno v luči preživetja same bolezni, drugo pa tudi v luči posledic, ki jih kritična bolezen lahko pušča. Tu gre seveda za podaljšan čas rehabilitacije, problem samega gibanja, gre za oslabelost tako dihalnih pa tudi ostalih mišic. Skratka, ti postopki privajanja, da tako rečem, na normalno življenje so zelo podaljšani. Da ne govorimo še o drugih vplivih tega kritičnega stanja in pa načina zdravljenja. Bolniki imajo lahko različne kognitivne posledice, psihične težave. Če gre za v bistvu običajno bakterijsko pljučnico iz domačega okolja, ki bolnika pripelje na aparat za mehansko predihavanje, lahko bolezen obvladamo v nekaj dneh in bolnik je ob zelo ugodnem poteku bolezni že v dobrem tednu premeščen na navaden oddelek. Kar se tiče neposredne in zanesljive primerjave stanja v Sloveniji z ostalimi državami, mislim, da je ta zanesljiva primerjava nemogoča, zato ker ne gre za natančen vnos podatkov. Tako da, kar se naših številk tiče, težko komentiram. Verjetno so pa malo podcenjene v luči tega, da je verjetno nekaj več bolnikov ozdravljenih.